Ja, dragi moji, z veseljem najavljam podcast Backstage. Sicer to je samo rezervni studio, zato ker tistega ta pravega, ta prav backstage šele postavljamo, ampak obljubim, da ko boste gledali naslednjo epizodo, bomo že v tistem ta pravem backstageu. Je pa tisti, ki bo otvoril vse skupaj Gušti. Guštija sem povabila zato, ker ta teden 19. v četrtek praznuje 40 let svoje kariere z enim takim hudim koncertom v Križankah in seveda si fan zasluži, da predtem tudi kaj pove, da ne bomo potem prepozni. Mislim, da ste to zasledili, ker Gušti je zdaj praktično povsod, povedal je že ogromno enih stvari, ampak jaz sem skušala vseeno od njega dobiti kaj novega, kaj, kar pa še ni povedal nikjer. Tako da v tokratni prvi epizodi bomo ugotovili oziroma spoznali, zakaj recimo Gušti ne mara Netflixa, zakaj Gušti ne mara tudi Kelly Family, ampak po drugi strani pa zakaj Gušti obožuje svojo družino, zakaj ima zelo rad Pera Lovšina, spoznali bomo vse njegove otroke, kdo je njegov največji kritik, namig eden od otrok. Nasploh so to zelo glasbena družina, ampak več vam ne povem. Kaj bomo še ugotovili oziroma spoznali? Čakaj, da pomislim, ker mi je tukaj enih stvari povedal. Ja, kako obdržiš zakon dolg 25 let? Evo, svojo ženo Šantal poleg tega letos praznujeta to obletnico in se mi zdi, da to je ena taka stvar, ko jo morate slišati. Izkaže se Gušti za takega zelo razgledanega, odprtega človeka, ni mu problem govoriti o nobeni stvari, tako da bo povedal tudi marsikaj o Bigfoot mami, kako je bilo zapustiti ta takrat zelo velik band, v kakih odnosih so zdaj in zakaj so jih v Ljubljani sprejeli zadnje. To je bilo tudi meni zanimivo. Tako da ne zamudite, poslušajte nas, spremljite nas na YouTubeu, na vseh kanalih. Mi smo z vami. Backstage z mano, Jano Mudrek. Pa jaz pa ti pa Žida na Mareli. A veš, da se mi dva v bistvu, zdaj bom naprej, da te pozdravim, sem ful vesela, da si prišel in sem razmišljala, da mi dva se v bistvu bova zdaj prvič pogovarjala tako malo bolj, a ne? Ja, ker ponavadi je bilo to na kakšnemu špilu, živjo, tako je, kako si in tako naprej, a ne? O čem se najraješ pogovarjaš? A veš, da se pogovarjam rad o vsem, če so pač dosti vprašanja. Mislim, če se mi ne da odgovarjati na to, potem pač ne odgovorim, ampak jaz se lahko z vsem pogovarjam, nimam nekih zadržkov, lahko me vse vprašam. Ker pregledala sem valjda par intervjujev in zelo si tako, imaš tako širino, se mi zdi. Hvala. To zelo cenim. Imava par skupnih točk, recimo to, da ne marava neumnih vprašanj, neumnih ljudi, da sva mal cinika, da pogrešava mogoče malo več smisla za humor pri Slovencih, a ne? Take stvari, če se ne motim. Vsaj tako si povedal. A si tako od nekdaj? Ali je to z leti prišlo? Mogoče cinizem, sarkazem pa to? Ja, to je prišlo pač na začetku, kot si pač otrok, še ne znaš biti ciničen, ne? Pač otrok je Potem sem pa v bistvu, ko sem se začel družiti, pa ko sem začel stripe brati, pa ko sem začel muziko poslušati, pa ko sem začel filme gledati, ko sem začel spremljati to neko širšo, vemo reči, pop kulturo, ne, so mi pa bili všeč take stvari, ne, da se znajo ljudje pošaliti na svoj račun, da se ne jemljajo preveč resno. Ta nek, bom rekel, cinizem, sarkazem. Všeč mi je bilo, ko si rekel nekje, da ti gre na živce, ko si omenil filme pa serije, ko jim dajo znak, kdaj morajo začeti ploskati. Ja, to mi je pač bedno, ne. To mi je pač bedno in mi je žal za ljudi, da jim je to všeč, ampak jim je, ne. Če bi izpostavil serijo, ki pa ti je všeč, kaj bi dal na prvo mesto? Ne vem, iz preteklosti, mogoče trenutno, da se kaj tacga predvaja. Trenutno ne gledam nobene serije. Aha, nič? Netflix? Ne gledam. Netflix mi gre na živce. Ne vem zakaj. Pa verjamem, da je veliko lepih stvari. Zato, ker je gor toliko enega, ne vem, brezveznih stvari, ne. In pol, tisto, kar bi pa jaz gledal, ga pa ni, ne. Kaj pa bi? Ja, jaz bi rad gledal dobre filme, ki sem jih včasih gledal, pa jih ne morem dobiti, ne. Rečemo, ti ne moreš več burleske ali pa Charlie Chaplin ali pa Stani Nolja več ne dobiš na Netflixu. Jaz bi to rad otrokom pokazal. Dobra stvar, ne. Ne morem. Ne morem dobiti starih dobrih filmov, rečemo, Botra ni več gor. Ni več gor teh
kaj že Pink Panther, ampak ta star, ne ta ameriški. Tega ni več gor, ker Peter Sellers je res hud igralec, ne. Boljš kot Steve Martin, za moje pojme, ne. In teh stvari sploh več ne moreš dobiti gor. In pol me je nehal zanimati Netflix, ker je gor pač samo novodobne stvari, ki je pa 90% za moje pojme me ne zanima. Okay. Čeprav tlele, ko kar jaz recimo spremljam, neke določene stare zadeve, ki se recimo omenil Botra ali pa tako, pridejo, vsake toliko jih dajo gor, pa nekaj časa so gor. To so stvari, ki bi mogla biti skozi gor. To nima. To tako, ko greš v trgovino, kruh pa mlek je noter. Kada ga ne bi bilo. Pride vsake toliko časa. Kaj zdaj? Ja, ker govorimo vseeno o klasikah. To so klasike, tako, In to... In pač za tega pač mogoče včasih kakšno serijo, ki je res dobra, pač spustim, ker je enostavno ne hodim več na te platforme. Okay. Mislim, imamo jo doma, gledajo otroci ali pa Šantal, mene pa to res ne zanima. Ja. Plus tega, prišel sem v življenjski čas, ker se mi ne da toliko časa zabiti pred televizijo, da bi cele serije gledal. Rad pogledam dober film in that's it. Ne da se mi serij gledati, ker moram pol si vzeti ful časa, to se mi pa ne da. Raj delam kaj drugega. Se pravi, če se spomniš, kdaj si nazadnje nekaj pogledal, pa da ti je bilo všeč? Kaj je bilo to, kje je bilo to konc koncev? Na nacionalni televiziji zdaj sem gledal nek film norveški, kako so Nemci prišli 1940, kako so zlato skrili, kako so skrivali zlato, da niso Nemci dobili, kako so ga na vlake dajali, kako so ljudi, folk je na kamiončke dajo svoje in jih pretvoril z enega konca, v niso jih polovili. Mislim, ki je dejansko po resničnih dogodkih in super je bil narejen film, rečemo, ne. In to sem pogledal do konca. To mi je film, ki me je držal do konca. Rad imam pač te stvari, ki imajo neko ozadje kvalitetno, ki imajo resnično ozadje, ki vse lahko tudi ameriški, hollywoodski film še zmeraj dober, ampak evropski filmi so super, ne. Kaj si lih omenil, ne, dejva tako začetno, z otroštvom. Ja. Ti torej nisi iz glasbene družine, govorim o glasbene, da bi bili starši tudi glasbeniki, ne. Imeli so radi glasbo, ne, če se ne motim, je oče imel velik vpliv. Mislim, vpliv, ne hote, on je ful imel plat, ki sem jih jaz pol odkril. Ne. Tako, ampak to, da si pa ti prešaltov na instrumente, kdaj se je zgodil ta trenutek, kaj bi to v orkestru, oziroma kako si ti prišel do orkestra, no tako? Jaz sem hodil v osnovno šolo Vita Krajgar za Bežigradom pri Plečnikovem stadionu in k sreči je na tej šoli bil tamburaški orkester. In jaz sem pač očeta že takrat pri 11 fehtal, da mi kup kitaro, pa pač ni me resno jemal, ne. Ker pač, kaj bo zdaj kitaro, knjige se držne, včasih je bilo tako, ne, kaj zdaj kitaro, ti bi zdaj kitaro. In če sem hotel priti v stik s strunami, sem lahko prišel samo na način, da sem se vpisal v šolski tamburaški orkester, pa tudi takrat tamburice niso bile več nek frajerski inštrument, ne. Ja. Ampak je bila želja po glasbi močnejša in sem se vseglih vpisal v ta tamburaški orkester in sem ta prvo igral uno bisernico, ta najmanjša tamburica. Ja. In potem smo igrali te partizanske koračnice, ne, in to na eno struno so nas tam učili. Nek star gospod, bil partizan, je prinesel, je doniral šoli vse te inštrumente. In so zato naredili ta tamburaški orkester in jaz sem bil pač noter. In ker sem bil dober, sem pol še Brač igral, pa Bugarijo, pa Berdo, vse sem pol v 2 letih. In potem samo čez cesto je po družbenem domu orkester Mandolina, kjer sem pa jaz pol... Mandolina, tako ja. Ja, orkester Mandolina, kjer sem pa pol že dobil, oče mi pol kupil kitaro po 2 letih in tam sem pa bil ritem sekcija in sem jim tam naučil prve akorde. Orkester Mandolina sem jim naučil prve akorde in jaz sem pol tam 10 let, 15 let sem igral v orkestru Mandolina kot v ritem sekciji. Okay. In da se je zgodil ta korak v, bom rekla, rock glasbo? So bila to kriva najstniška leta, je bil tukaj vpliv očetove glasbe, kje je bil zdaj ta preskok? Vse, jaz sem pri 17, 16, 2, 3 letih, ko smo imeli prvo vajo skupino Bigfoot Mama, ki takrat ne vem, če je že bil ime Bigfoot Mama, ki so bili te fantje. Bobnar Jože je bil, pa Jože je bil v bistvu edini, ki je bil takrat in je sestavljal tam neko skupino in potem se na 2-3 leta nismo videli. In jaz sem pa takrat glih spoznaval Bob Dylana, pa Rolling Stones, pa vse te komade sem jaz takrat preigraval, ker sem se učil kitaro s temi komadi, ne.
In na vseh žurih šolskih sem jaz pač obvezno igral kitaro in sem pač prepeval od teh slovenskih do angleških, pa do bajage, pa vse te jugoslovanske rock pop scene. In jaz sem v bistvu petek, soboto skozi igral po vseh teh žurih in jaz sem pač, če sem bil zdraven, sem mogel imeti kitaro, ne? To so pač hoteli od mene. In jaz sem pač to vlogo prevzel. In zraven se je pač dogajala ta zgodba z Bigfoot mamo in pol pride klic konec 4. letnika, na Šentvidu ima žur, ta isti Jože Bobnar je delal, dajmo mi za ta žur narediti pač enkraten špil. In ti znaš 5 komadov od Rolling Stonesov, en drug kitarist je znal 5 komadov od U2-jev. Tako da smo naštimali na 15 komadov, ki smo jih na temu špilu igrali. To je bilo šentviški špil leta 90, mislim, da je 14. september. 90 je bilo, ja. Ja, ker 15. september sem mogel biti pa že v Banja Luki v vojski. O, to je ta smola, ne? Ja, in jaz nisem vedel, da bom pol še kdaj pri temu bendu kdajkoli igral, ne. Jaz, ko sem se vrnil iz vojske, sem se pol spet slučajno enkrat sprehajal po BS-u in slišim iz enega vrtca neke zvoke. Verjetno iz zaklonišča spodaj? Ne, ni zaklonišče, prav vrtec. Prav vrtec je bil, okej. Popoldne je bil prazen in takrat tam je bilo možnost vaditi. In sem šel not pogledati in vidim Jožeta Zabobnik in pač neki fanti, ki so bili z denovi. Gušti, kje si, daj prid, bomo spet kaj skupaj zaigrali. Od takrat naprej je pol spet se pa ta začela zgodba z Bigfooti pač naprej razvijati. Ja. Tako da, ja, tako, nisem jaz zdaj šel namerno v rock'n'roll, pač to se mi je zgodilo, ne. Meni se vse stvari niso bile načrtovane, še posebej, kar se glasbe tiče, ker sem bil tako zgajan, da pač resni poklici so trgovec, ekonomist, zdravnik, geodet, ja. To si lahko, mislim, glasba je pa bolj zapol, ne. Ja. In tako sem tudi jaz to glasbo vzel, bolj hobi program, ne. Ja. In nisem jaz pričakoval, da se bo meni ta glasba zgodila na tak način, kot se mi je. Jaz nisem vedel, da znam napisati komad. Jaz nisem vedel, da je opcija, da bomo mi sploh imeli kdaj koncerte. No, ampak zelo dobro istočnico si mi dal. Kako pa je se zgodilo ta moment, da si rekel, pismo, jaz bom pa napisal komad in pol ti napišeš stari, največje hite. Garbage, Led severa, Mala nimfomanka, Nisem več s tabo, Črn tulipan. A veš, se pravi, da imaš nekaj v sebi? Ali... Ampak to sem spoznal. Jaz tega nisem, meni to ni oče povedal, ali pa mama. To ben ni vedel, niti jaz. Ko smo bili predskupina v Cokolov, je bilo nam the best, da smo bili lahko predskupina in smo jih žgali samo priredbe. Tako samo priredbe smo žgali. In to petek, sobota, ne 2-3 leta zaporedoma in to je bilo nam dovolj. Mi smo bili srečni, da smo lahko del tega, da smo lahko predskupina v Cokolov od Petra Lovšina. In pol jaz, in ko smo odnehali igrati, smo šli še poslušati Cokole, ker nam je bilo the best to poslušati, ker smo bili fani, ne. Ker ste bili fani, ja. In pol mi to poslušamo, prepevamo, norimo z ostalo publiko in pol meni tako kapne. Aha, ti moraš imeti svoje komade, da tebe pokličejo, da imaš neko ceno, pa da pol folk poje, se pravi, oni morajo spoznati, da ti imaš svoje komade. Aha, svoje komade je treba delati. In pol sem šel jaz s takim vprašanjem pol domov tisti večer, ne, takim velikim vprašanjem, pol sem pa začel s prvim komadom, pol sem pa začel probati napisati komad, ne. In sem naredil prvi komad in je bil ljudem všeč, pa sem naredil drug komad, pa je bil ljudem všeč, pa so pa začeli prihajati te hiti, ne, pa sem pa spoznal, da jaz pač nekaj znam, ki sploh nisem vedel, da znam. No to. Nisem vedel, da znam in pol je pa tako bilo, Ok, znam. To, kar jaz naredim, kar je meni všeč, je še ljudem všeč, super. Ne. Ker se pravi, to je merilo, kot si sam rekel enkrat, ne, da v bistvu band uspe takrat, ko publika poje njihove pesmi, ne? Ja. Je pa Lovšin nekako tisti, ki vas je poklical, ne? Absolutno, ja. On nas je pač poklical zato, ker je pač rabo pred skupino, ne. Včasih so bili te rock žurke, rock veselice na pol, ker so hoteli od njega, da igra 3 runde. On pač ni hotel 3 runde igrati. To je za rockerja, ki ima nek imidž, ne boš po rundah igral, ampak eno rundo odigram. Ampak pol je rekel, bom vzel predskupino, ko bo pred mano igrala, pa pol še za mano. In to smo bili mi. Aha, vi ste bili v bistvu pred in za njim. Se pravi, mi smo prvi večer, pa še pometali smo ta zadnje une, ki so... ja. To smo bili mi, ne? In to smo mi z veseljem počeli par let. Dokler pač nismo začeli delati svoje komade. Se pravi, sem se jaz odločil, da bom začel probati kaj napisati. In prvi komad
je bil super z naslovom Pritreš, meni ni nobeni plati, sam na eni kompilaciji. Okay. Sam na eni kompilaciji slovenske glasbe in sem tako moj friend rekel, vse super komad, ampak je isti, da bi ga Peter Lušin napisal. In pa jaz, ni res, ampak globoko sebi sem pa videl, da je res, ne. Toliko sem se jaz navlekel tega zvoka, tega ritmike besed, ki jih ima Pero, ne, sem rabil ful časa, da sem se odlovšinil, da sem najdel, pol je to bil proces par let, da je pol prišel Infomanka, da je pol prišel Nisem več s tabo, da je pol prišel, ne vem, še na vse to, kar si naštela prej. Ne? Bigfoot zvok v bistvu. Bigfoot zvok, ta vaša duša. Ne? Ta naša duša, ja. In se pravi, prvi komad je bil, takrat sicer nisem hotel si priznati, ampak je bil res je bil podoben Lovšinu, ne? Mislim, da bi ga Lovšin napisal, ampak ti kot mulac, ki greš to spremljaš, ker spremljaš nekega svojega idola, pa si ne moreš pomagati, ti to upijaš vase in pol, ko delaš komad, črpaš iz teh zvokov, črpaš iz teh besedil, te ritmike besedila, in jaz nisem bil nič drugačen. Da sem pač napisal, se mi zdel ful dobro, da sem sploh napisal. Ampak se pravi, recimo, čist primer, ti priješ domov, vzameš list papirja, tako kot imam jaz zdaj tle, in kaj začneš? Si začel z besedilom, si začel preigravati naprej nekaj na kitari? Pridem domov ali pa sem doma, pa mi nekaj zašumi v glavo, ali pa nekaj tenstam, pa neka viža, taka, se pravi hook. Okay. In pol jaz to, to se mi zdi v redu, in pol jaz to so ti akordi, zdaj imam akorde, in pol na to viže, to bo mogoče refren, bo mogoče kitarski riff, ne vem. Okay. Prvo naredim muziko, mislim tako, melodijo vokalno naredim, in pol, če mi je to všeč, še naslednji dan, če ostane v meni, pol začnem jaz besedilo delati. Aha, okay. Pol pa začnem besedilom se ukvarjati in to mi pa ful časa vzame. Okay. Ker hočem, da ta melodija ostane ista, zdaj pa vsaka beseda ima svoj ritem, svojo dolžino, svoj ton, zven in zdaj včasih mi kakšna beseda ful lepo sede, ker ima pomen, ampak ne zazveni. In pol se jaz pač s to besedo matram ful časa. Včasih jo sanjam, pa jo grem po noč, pa jo spremenim. Tok padem noto tako mate in z besedilom, zato da meni všeč, pa to pač se pol pa ful matram. Mislim, matram. Padem not. Padem not in včasih sem po kakšne stvari delal po 2 meseca teksta, ne. Ja. Ker nisem bil zadovoljen z 4 besedami noter, ker to ne more biti ta beseda noter. Ker je lahko ful dober tekst, ampak 2 besede ga lahko naredi tak kmečkega in to meni in pol tiste 2 besede meljem, da najdem drugo, ki ima isti zven, isto ritmiko, razumeš, s tem se pol zabavam kar nekaj časa. Ne, Sam pol je to slovenščina, a je pol tak težek jezik za pač jo uglasbiti, ali ne? To je eno tako, ker eni recimo rajš pol v, ne vem, hrvaščino oziroma angleščino. Jaz mislim, da je to bučka, da to je neko prepričanje v glavi, ki je pač samo prepričanje, da je slovenščina težka, ne, slovenščina je. Če si rojen v Sloveniji, pa če, ne veš, narediš vse, se pravi, najbližje, kadar si jezen, boš zaklel v slovenščini. Razumeš, kadar si... Svojem jeziku. Ja, kadar boš se ljubčko svojo ženo in boš še petal v slovenščini na uho, ne boš uporabljal francoščine ali pa angleščine. Ja. Se pravi, to v tem jeziku se najlažje izražaš. Najbolj prvinski je za tebe, če si rojen v Sloveniji. Ja. In najbolj čutiš, tako kot si rekel. Najbolj čutiš, ne. Ja. In se mi zdi, da je, da tudi, če rečeš kri, kukor pa če rečeš blad. Čist drugo je. Čist drugo je, res je. Veliko bolj prepričljiv si, če rečeš kri. Ja. Ker si, ne, saj jaz. Ja. In zato pač meni slovenščina je težek. Zame je v bistvu glih tako težek, kot si. Je pa res, da lahko sem napisal tudi že v angleščini komad, pa sem napisal v hrvaščini celo plato. Nisem šel zdaj delati v hrvaščini plato, zato ker je hrvaščina folažja. Meni je slovenščina v bistvu najlažja, ker je pač moj materni jezik. Ne. Ja. Tako da, ne vem, so pa ljudje različni, nekateri pač res ne morejo. Jaz moram priznati, pa si to, mislim, da je dosti znano, jaz sem pač odrasla
z vami. A ne? A res, nisem vedel. Ja, jaz sem odrasla z vami, jaz sem bila takrat pri Mirandi, ko se je še špila, jaz sem vedela, da se bo zgodila ta reakcija. Miranda, Tisti zunaj koncev. Ja, mi smo bili na vseh teh vaših špilih, bom rekla, ne. Tudi takrat je bil Lovšin, v bistvu je bila ta ista scena, ki si jo prej opisal. Ja. Točno tako. In veš, kaj je bilo meni zelo, zelo fascinantno, to pol, ko sem bila starejša, ko sem malo razmišljala. Vi ste bili po moje prva skupina, ki je, bom rekla, z ljubljanskim slengom uspela po celi Sloveniji. Tudi enkrat je bilo rečeno, Ljubljana je padla zadnja, ne? V smislu popularnosti, priljubljenosti. In meni je bilo noro, ker vseeno, bom rekla, Primorska, Štajerska, že sam, da slišijo neke ljubljanske izraze, oziroma da se malo zategne po ljubljansko, je že nek odpor. Ampak ne, pri Bigfoot mami smo vsi z največjim veseljem peli po ljubljansko. Zato, ker so bile te besede uporabljene tako in so imele zven točno tam, kam morajo zveneti in imajo ritmiko točno tam, kam je imela. In to sem se naučil od Petra Lovšina. Peter Lovšin je bil prvi, ki je z ljubljanščino v bistvu začel rock'n'roll. In tudi Petra Lovšina ste tam pri Mirandi poslušali prej, kot Bigfoot mama. Mogoče so ga, jaz sem premlada. Ti si bila mogoče premlada, ampak Peter Lovšin je v bistvu uvedel to ljubljanščino, ki je tak pocestni, podganski jezik, ne. On je prvi, ki se je upal reči, zvečer v mesto, zvečer gremo na ženske, gremo na per. Per, ne? Ja. Vsi prej so, draga, ljubim te, všeč si mi, prinesel ti bom zvezde, razumeš? Vsi so uporabljali te neke dozlizane, poceni metafore. Ne vsi, ampak on je pa pač to rekel in to je bilo meni toliko všeč. Ker je bil tak je, ne? Ker tak je, Ja. tak za šankarski jezik. Ne, in ljudje so v Sloveniji radi za šankom in se radi pogovarjajo normalno in uporabljajo normalne izraze. In jaz sem probal iz teh, koliko je Lovšin, iz normalnih teh najbolj navadnih besed narediti dober tekst, da bi z malo besedami veliko povedal. In zato sem se jaz za tekste zmeraj vzel ful časa. Ker mi je to ful pomenilo. Ne? In po moje je zato bila prva ta Bigfoot mama in ta naš slang ljubljanski. Pa ta surovost. Ja, ampak robatost, robustnost. Jaz bom te rekel temu krhka surovost. Ja. Krhka surovost, si kač surov, ampak tako lepo pade v melodijo, da drugega izraza sploh dejansko ne moreš najdeti. Ja. Ne? In to je premišljeno. Nisem jaz zato, da bo vam tako všeč. Ker meni je bilo prej všeč. Dokler meni je bilo všeč, nisem hotel dati teksta od sebe. Zato sem se, teksti še danes se tako veliko bolj zabavam, kot pa z glasbo. Z melodijo, ne? Ja, z melodijo, ja. Zakaj pa je Ljubljana zadnja pala? Zakaj je bila tako trd orh? Zato, ker smo bili mi stari rockerji. Razumeš, takrat se je glih začel hip-hop razvijati v Ljubljani. Alien je začel biti zvezda. Hip-hop je bil nad vsemi. Mi smo bili v Ljubljani takrat nekaj, kar je že zdavni bilo na svetu. Pa se je bilo. Mi smo bili, jaz pa Grega, ki sva hodila v ta True Bar, ne, pa sva bila malo preveč, kot smo rekli, malo preveč podobni Sokolom, pa to jih ni zanimalo, zdaj se nove stvari dogajajo. In mi smo spadali v te nek star arsenal glasbenikov po zvoku. Okay. V Ljubljani govorim. Ljubljani, ja. Govorim v Ljubljani, zato neko umetniško sceno smo bili pa se. Mislim pa se. Neki mulci, ki se grejo nekaj, ki je že pa se. To smo bili. Do komada Let Severa. Ok. No, tukaj je pa tudi tem, ki so se imeli za nekaj več, ne, v glasbi in v umetnosti, nekako priznali, da to je pa dobro. Prav ta komad je bil breaking point za Ljubljano. Ja, mislim, takrat smo napolnili Križanke, ker če bi samo s prvo plato pa drugo, ne vem, če bi jo. Vse pol Tulipan, pa Garbič je bil pred Let Severa, ker je že nakazoval. Garbič je bil in spot je bil tak, ampak jaz mislim, da dejansko najvišja točka za časa mene, ne, je bil pač ta Let Severa, kjer smo dejansko pokazali, da Bigfoot mama ni samo band na 3 akordih, punk rock band, ampak da so fantje širši in da lahko pokažejo še na drugačen način, da so hudi. Ne. In Let Severa je bil en tak breakthrough tudi za nas in tudi za sceno, da v Sloveniji se pa rock'n'roll dogaja na malo drugačen način, da nisem garažen zvok, da nisem
In smo pol ratali všeč tudi tem, ki so bili malo, dajmo reči temu, glasbeni sladokusci ali pa ki so bolj kritični mogoče. Bolj kritični do glasbe, so tudi nekako, bom rekel, pokleknali in so dali, no, zdaj ste pa dober band, tudi vi. In scena sama, jaz sem bil v tej sceni, ne? Jaz sem bil v tej sceni in sem se podružil z Alienom, pa sem se družil, jazz poslušal, pa malo hip-hopa, pa James Brown, pa vse tako je malo bolj groovy je hotel. A ste se takrat glasbeniki med sabo podpirali? Govorim tudi iz različnih žanrov. Ali je bilo več neke ne bom rekla sovražnosti, ampak mogoče, veš, vsak ima svoj place, vi ste tam, mi se ne mešamo. Vsak ima svoj place, ampak nismo se pa sovražili. Nismo se sovražili, prišli smo mi na koncertu od Aliena. Okay. Ne? Alien je vedel, kaj mi delamo. Ne vem, kdo je še bil takrat, pa se pa to začeli razvijati. Mi smo, je pa res, da mi nismo poslušali hip-hopa, ker nam je šel na živce, nešmo, ne? To je pričakovano, to je že stereotipno. Ja, ne, in reperčki niso poslušali nas, ker smo jim šli malo na živce, ker smo bili old school, ne? Old school, tako je. In rečemo provinca, čim si prišel pa 5 km iz Ljubljane, že na Ik ali pa Sinja Gorica, pa to je pa vse na glavo skakal, ne? Ja. Ja, tako da Ljubljana je, kar se Bigfootov tiče, Blazanja. Je blazanja, tako, Ja. da bi globalno. Ja. Do tretje plate. Še eno točko imava skupno. Dajmo reči, da sva oba zapustila institucijo, da tako rečem. Dost na vrhuncu. Se pravi, jaz sem pred kratkim zapustila Denis Avdićov, ne? Ti si takrat zapustil Bigfoota, ne? Ja. Kako ti je bilo? Mislim, Ja, ni mi bilo lahko. Ja. Niti najmanj mi ni bilo lahko. To je pa, če sem s temi fanti od 20 do 30 leta res doživel rock'n'roll, ne? Ja. Jaz sem ne morejo vsi doživeti rock'n'roll, kot sem ga jaz Bigfoot. Meni se je rock'n'roll dejansko zgodil, jaz sem ga živel. Jaz sem res srečen, da sem lahko to bil del tega, ne? In sem mislil, da bo to do konca življenja trajalo, ne? In sem mislil, da imam band, denarja za preživetje, nisem imel nikoli želje imeti jahte, pač preživeti sem hotel, ne? In da sem lahko od muzike živel, bilo meni top. Kar je redkost v Kar je Sloveniji. redko v Sloveniji. Ampak sem motil v tom, ker sem mislil, da če bo šlo meni ta garažen sound začel iti na živce, pa da bom začel pisati malo bolj sofisticiran rock'n'roll, da bo vsi isto čutili v bendu, kot jaz, pa niso, ne. Še posebej Grega se je tako konkretno oprl temu. In četrto plato sem kar trpel. Sem napisal pač komade, Tatu, Fenomen, Fenomen mu je šel še čez, ostali mu niso šli čez. In je bilo trpljenje, četrto plato, in je pa res, da jaz nisem mogel več pisati teh Nymphomunk, Črn tulipan. To sem dal že čez. To je bilo zame stvari, ki sem jih naredil, ponosen na njih, izredno, ampak si želim nekaj novega in to me je drajval. Mene je to močno drajval nov sound, da mi ni bilo jasno, kako ostalim ne. In pol sem videl, da zakaj bi spremenil druge, če noče, če jaz, zato sem se pač odločil, da grem. Ker enostavno, jaz z njimi na odru še danes bi šel. Danes bi šel na odru z njimi. Ampak v studio delati tako glasbo, bi pa trpel. Se podpisati pod njo konc koncev. Ne, sem podpisati, mislim, počel bi prej ali slej. Ja, ne? Bi počel, ja. Ne bi mogel se več, nisem se videl več v tem soundu. Počutil sem se starega v tistem soundu, ki so bili prej. Ko se enkrat počutil starega, Ja. ne, Ja. hotel si se razvijati naprej, v bistvu, verjetno, ne? Zate govorim, seveda. To ne pomeni, da se oni niso razvijali, oni so se pač hoteli razvijati drugam. Tako, ja. Drugam so se Ja. hoteli, in so se. Jaz se pač, meni je pa začel pač bolj pop sound me je začel zanimati, mi je bilo žal, ful mi je bilo hudo, da ostali niso tako čutili, kot jaz. Ja. In nisem šel zato, da bi jaz nekomu karkoli zameril. Jaz sem pač šel zato, ker se nisem več videl v tem zvoku, v temu. Ampak ste šli v redu narazen? Ja, jaz mislim, da smo šli. Ste bili cool, no, ni bilo tako. Ja, nekaj časa sicer je bilo malo dolgih nosov, ampak pol, ko so oni videli, da lahko brez mene, ne, je zdaj vse. So šli naprej. Ja. In potem si se najdel v bistvu, evo, solo karijera, čeprav kako si že, vedno si se počutil kot frontman iz ozadja, ne? Ja. Potem pa
klinc, ne najdeš nobenega, v bistvu najdeš pa jih malo mine ali kakorkoli in pol na koncu si sama, ne. Je pol opaziš, ja, da neka tvoja vizija, ki te všeč, ne pomeni, da je ljudem zmeraj všeč, ne. Ja. In pač se moraš s tem sprijazniti, ne. In zdaj, a bom jaz cel življenje za nekoga pisal muziko, delo plato, pa bo pa čez 2-3 leta spet šel, se pravi, gradiš nek brand, pa on gre, pa spet gradiš nov brand, pa on gre, ne. Se pravi, sem 45 let in kaj zdaj, bom skozi nekoga iskal, da bo pel moje komade in prosto tega sem bil naveličen tega, nisem mi dal na tak način več delati, z ljudmi jih prepričevati, rečemo, da bo na koncu res dober komad. In sem se odločil, da bom pač jaz pel, ne. In sem se kar postavil tako v cono neudobja. No, to ni to moja, zareči, nisem imel namena, jaz nikoli v življenju pred mikrofonom stati. Predvsem mi je bilo še zmeraj danes kanček biti frontman, ne. Za frontmana, tako kot za avtorja, moraš biti malo rojen. Ja. Moraš biti malo rojen. Si ti frontman ali nisi, se znaš postaviti pred mikrofon, pa da zgledaš, da vsi dol padajo, ali te začutijo, da malo cvikaš. Ja, ne? Ne? Ja. In to še danes mi je malo, da bom rekel, nelagodno. Gre malo stremo pred biti frontman, ne. In to me zdaj, s tem se spopadam, ja. To mi je zdaj, to me v bistvu drive, da se pač, da čisto v redu. To, kar res napišem, da to, kar res čisto v redu. Pač nekomu je všeč, nekomu ni, kot to je vedno tako, ne. Ampak ne bom več delal in bil odvisen od drugih, ker ne smem. Ker mi življenje to ne pusti, ker živim od glasbe. Ker tik-taka to dura, no. Tako je, ja, tako je. In ne grem. Z veseljem še napišem kakšen komad za koga, ne, če je to fajn delati. Ampak da bi pa zdaj jaz vse stavil na nekoga drugega. Ne da se mi več to. Ne. Tomač je bilo. Tomač je bilo, ja. Zelo mi je všeč vaša družina. Tako, jaz sem zadnjič razmišljala, vi ste v bistvu glasbeno podjetje. Če tako pogledamo, imamo tebe, ko v bistvu si glasbenik že tako, ampak si pač tudi tekstopisec recimo za druge, obvladaš inštrumente. Imamo tvojo krasno ženo Šantal, ki dela v bistvu v glasbeni agenciji, lahko rečemo. Imamo 3 krasne otroke, najstarejšega kitarista Krisa v Joker Out, imamo Maxa, ki se ukvarja z videoprodukcijo, se pravi, da lahko še kakšen spot naredi, in imamo zdaj še Majo, najmlajšo, ki ima tudi že glasbeno skupino. Ja. Tako da, wow! Kako izgleda pri vas doma? A imate skupen komad, ki vam je? Imate skupen band? A ima vsak neko svojo špuro? Kje se najdete? Bog ne daj, da bi bili v Kelly Family. Zmer sem sovražil ta neke družinske... Kors, recimo. Na nje sem se spomnila, ampak oni so vse dobro za pogled bili, ne? Ja, jaz ne vem, očitno je ta glasba toliko zaharala, kar se ponavlja, da je pač se pravim, jaz nisem načrtno šel, da bom od glasbe živel, ali pa da bojo moji komadi, to nisem nikoli, tudi nisem vedel, da bojo otroci pač se na to glasbo tako uprli. Nisem vedel, ampak zdaj je. Včasih je bil še Kris doma, pa je ful kitaro vadil, pa sem šel ustvarjati v svojo sobo, pa pol zdaj še Maja, iz vseh sob se nekaj sliši, tako da Šantal, ki gleda televizijo, ima eno tako hektično zvočno sliko pred sabo, ne. In ker nobena vrata ne morejo zadušiti tega zvoka, ki prihaja iz teh sob, ne. Včasih je hektično, včasih je lepo, ampak super mi je to, da zdaj, ko ustvarjam, pa kakšen komad naredim, pa pokažem Krisu, pa pokažem Maji, pa mi tako ni že to prvo sito, ne. To mi je všeč, to mi pa ni tako všeč, pravi. Kdo pa je najstrožji kritik? Ja, Kris je do zdaj bil kar najstrožji kritik. Okay. Mislim tako, Seglih je tudi sam naredil nekaj par komadov, je v bendu, ki se mu reče Joker Out, ima izredno razvit občutek za glasbo, je preposlušal veliko glasbe, ne. No, če smem dodati, tukaj se mi zdi, pri njihovih začetkih se je pa slišal vaš vpliv, ne? Ja, seveda. Ja, tako, kot si prej ti rekel, da si slišal Lovšina v svojih komadih, tako si v bistvu slišal v Joker Out komadih vas, med drugim, ne? Ja, seveda. To je najbolj normalen proces. In poklon hkrati. Ja, vsej Bojči, ki piše največ komadov, in Kris,
ste v bistvu Bigfoote pa Siddharto, pa to poslušali, ne, to so pač bili, to so bendi, nekateri, ki so gor rastli, ne samo to. In seveda iz tega bazena pač, ko črpaš ven, ko sam ustvarjaš, ne, in imeli so dober vzor, brali so si ta prave bende za vzor, ne, in je prav tako, in jaz sem vesel in Kri se tega zaveda, Bojan se tega zaveda, in to veličino, ko imajo vse, tega ne zanikajo. Tega in ne more zanikati, ne, da so imeli dober vzor, ne, a sem bil jaz, ali so bili to vsi pomalne. A te kritike najbližjih, pa recimo, če bi bil to Kris, a te to prizadene? Tudi kdaj? Če je kritika na mestu, pa če nisem še najbolj ziher me netok, ne, če sem pa jaz čist prepričan to, da je to, pa pol dobim tako, jaz sem to pa ni, pa se ne strinjam najbolj, tudi jaz se ne strinjam vedno, ki se počutim že dosti močnega avtorja, ne, mislim, valjda te zbode, normalno, da te zbode, če ti imaš neki ful rad, pa ti ne reče, jaz bi pa to malo obrnil. Pa ga upoštevaš? Včasih ga. Okay. Včasih ga. Tudi on, kadar me včasih vprašal, zdaj me ne sprašuje več. Ne sprašuje več, kaj ne sprašuje več. Kaj je ustvaril, pa sem rekel, da probi za mene to beseda. Pa tako poslušal, pa sem rekel, da je meni ta beseda. Pa včasih poslušal, čas pa ne. Ni nujno, da me upošteva. Mu povem, kar si mislim, ampak ni nujno, da me upošteva. Zdaj me sploh več, mislim, pravilno. Oni so šli svojo pot, da jaz dejansko jih samo še spremljam in sem nek navdušenc. Ne, da sem fotor njegov, ampak sem dejansko navdušen nad tem, kar delajo. Ampak če primeriš tvojo pot, pa njegovo pot, ne? A so, bom rekla, te mulci zdaj v prednosti? Zaradi raznih koncev platform, ki so na voljo. A je bila ta neka, mogoče bom malo romantizirala pač vaše čase, naše čase, je bilo to bolj prvinsko, ne vem, vse skupaj, je bilo na nek način lepše, ker tleti koncev ful enih stvari pomaga, da dobiš boljši sound, da se učiš, da primerjaš, da iščeš vzore. Ja, mi smo imeli absolutno daljšo pot, ne. Daljšo pot, danes lahko cel album znajo čez 4 dni na koncertu, če ga objaviš 4 dni prej, to se je rečemo njim zgodilo. Ja. Jaz sem za Črn tulipan, smo šele čez pol leta videli, da je hit, ker po pol leta šele pač ljudje so začeli peti ta komad na koncertih z nami. Prej si ga mogel sfurati na radio, pa spot, pa je trajalo pol leta, če ne več. Ja. Ampak vsak čas ima svoje dobre in slabe lastnosti, ne. Jaz lahko rečem, da smo mi tako naivno romantično uspeli, ne. Nismo niti vedeli, da nam ratuje, pa smo mislili, da smo še zmer pred skupino Odločina, pa v bistvu so že znali naše komade, ne. Pri Jokerjih so šli pa kar načrtno, vejo, koliko so vredni, to bomo naredili, pridemo do tja. Mislim, tako, pri njih je bilo v bistvu veliko bolj načrtovano to, vedeli so, kam grejo. Mi nismo vedeli točno, kam gremo, še en žur na Primorskem, a gremo k Mirandi, pa je k Mirandi, a bo žur, pa bo ful mahut refošk, gremo. In je bilo bolj, pri nas je bilo bolj, nismo šli namerno v to. Nas je v bistvu scena prepeljala, da smo postali to, kar smo. Kateri je bil polni moment, ko ste se zavedli, mi smo res popularni? Križanke leta 1999 in 3. plata. To je bil prav takrat ste... Takrat je tudi v Ljubljani, ki so bile polne križanke, ki smo dejansko kričavost, ne, ta ženska kričavost, ki se je zgodila tudi nam, kot so zdaj Jokerji, rečemo. Kak je feeling? Neverjeten, ne. Mislim, mi nismo niti verjeli, ne, to pa pol prvi modrčki na oder, pa to je, kaj je modrček vrgla, ne moreš verjetno. To je, a res, to se dogaja, res, in ja. Takrat je bilo, vse na provinciji smo dobivali, ki to že prej, ampak Križanke 99 je pač prav, zdaj pa jahamo val, to je to, ne. In je, da ti stopi tudi malo glavo, ne, se ti mora, se ne gre drugače. In se tudi malo obnačaš, polka malo, koliko sem hud, malo smo dobili tega pavijanskega oseba, razumeš to malo, ker je težko, da ne gre. Pa so vam to kdaj pol očitali? Začeli ste se nositi?
Malo preveč ste vzvišeni. Recimo, Jaz sem od svojih, jaz sem od svojih frendov slišal, ko sem rečemo srednješolskih, da sem začel z Bigfooti, pa da sem mal, da njih več ne pokličem pa to. Ni bilo, da ni, ampak jaz imam petek, soboto, ki greste vi, nam je špil, ne? In se valjda nisem mogel s svojimi srednješolskimi frendi več toliko videvati, ne? Ja. To je pač ni bilo tega očitka veliko. Moram reči, da ni bilo tega očitka veliko, ker itak še zmeraj smo bili toliko na tleh, da smo vedeli, od kje prihajamo, pa kaj smo. Pa ste obdržali to? Smo, ja. Ni bilo nekega blaznega vzvišenosti. Je pa res, da včasih, ki vidiš, kako te po rokah nosijo, pa kako ti neke stvari ratujejo. A veš, zanesli je vse nas in mene kot avtorja, da pol vse, kar smo naredili, bilo ful dobro. In pa ni bilo. Tukaj te zanese, vsaj mene kot avtorja. Sem mislil, da pa vse, kar bom jaz naredil, bo ful dobro. Ni res. Koliko je pa rock'n'roll nevaren za band? Govorim rock'n'roll način življenja, ki si prej omenil, da to pa ste živeli. Ker tlele je lahko verjetno neka točka, tudi kakšna kariera usahne, ne? Ja. Ker preveč padeš v to uživaštvo, da tako rečem. Ne gre za uživaštvo, mislim, pa se uživaš v tem, ne? Ampak gre za to, da ti misliš, da si pa zdaj najboljši, ne? In tukaj, ker ti imaš ta občutek, da si najboljši, ne? Tukaj dosti hitro pol se spotakneš v korenine, ki zmer pridejo, ne? In ti življenje dosti hitro prenese, da... In ne vem, ja, jaz sem rečemo prišel domov ob 6 zjutraj, da je bil Chris imel že 6 mesecev, pa mi je Šantal rekla, celo noč ni spal, da ga šidemo, jaz pa pijan, nahajpan od večera, pridem da se bom pa vlegel in dobim štručko v roki, ki noče spat, ki se dere ob 5 zjutraj. Jaz bi pa šel zdaj samo še spat. In pol vidiš, da je realna scena, ne, malo drugačna. In pol jaz sem se naučil, da ta hype scena, da samo ti petek zvečer, pa so do 5 zjutraj, pol je pa spet normalno stanje. Pol se pa zjutraj zbudiš v 4 stenah, pa si spet sam navaden gušti ali pa navaden grega, ki mora čokolino narediti za otroke. Ampak je bilo težko, ne? Ja, absolutno. To je meni osebno je bilo ful težko sprejeti to, da... Kaj bi, tisto me zanima, ker konc koncev tudi jaz nisem imela take izkušnje, ampak vseeno, tista sprememba, ki se zgodi... Odgovornost. Ti si odgovoren, ti si prinesel na svet otroka. Ti ga ne moreš, da je vse fajn luškan, ampak da ga bom dal malo nazaj, ne gre. To je zdaj tvoja odgovornost je, in ti moraš za njega skrbeti. Koliko si bil star, ko je Chris prišel? 28. Tako, v bistvu, ko sta se dva Šantal poročila, je bila ona že noseča, ne? Ja. To je bil kar šok za mene in za Šantal, ko je prišel Chris, je bil to tako šok realnosti. To je pač tvoja odgovornost, ne moreš več nikamor zbežati, on je tle. Ja. On je tle in ti si odgovoren za to bitje, ne. In če ti ne boš odgovoren, kaj pa bo z njim? Kdo ga bo? Kaj ga boš dal v dom ali kaj? Mislim, ne. In je bil pač to, tukaj se, pri meni tako osebnostno se je malo lomila scena. Ne. Ja, fotor si, odgovoren si. Rock'n'roll tle, do 5 zjutraj rock'n'roll, pa nič več rock'n'rolla, pa čokolino, pa ne vem, planičke, pa... Ampak to je vplivalo tudi na vajen odnos. Zelo osebno vprašanje. Ja, seveda, da ni bilo za nobenega lahko, ne? Ni lahko, ne. Sva preživljala kar težko in za njo in za mene, ne. Ona tudi ni pričakovala, da bo mama pri 25 in pol je bila mama in pol je bila odgovornost. Predvsem, dokler je otrok ful mehen, je pač prevzema glavno odgovornost mati, ker doji, ne. Ja. Jaz sem še lahko pobegnil za kakšno uro, ona pa ne. Ona je pa bila, otrok je prikovan na mamo, ne. Tako da je bilo to kar enega 2-3 let, pa nekako sem pač dojel, da je pač to. Da je lahko rock'n'roll, vikend rock'n'roll, pa delati komade takrat, ko ni otročka okoli sebe, pa delati, igrati kitaro takrat, ko lahko, ne. Se pravi, ni takrat, ko ti hočeš, takrat, ko lahko. Koliko sebe vidiš v svojih otrokih? Oziroma, koliko je mame, koliko je fotra?
težko bi ti to povedal, ker ne gledam otroke na tak način. Ne gledam otroke na tak način, ker je vsak čez svoj človek. Ne vem, upam, da je vsakega malo, ne. Mislim, ziher je, vsakega nekaj, ne. Kris ima največ fizičnih lastnosti, hodi isto, kot jaz. Na odru se obnaša, podoben, mimiko, telesno imam podobno meni, ne. Pa v glasbi je, rečemo, Max je čist drug človek, ne. Ja. Max je čist drug človek, kot da ne bi bil moj, ne. Je pa mama, je pa ista mama. Ja, v bistvu je bolj dedi, opa iz Nizozemske, ne. Maja je pa še toliko, zdaj se začne razvijati, da lahko sploh vidiš, kaj vse ima oseb, ne. Prej je bila še deklica, zdaj pa že ratuje punca počasne. Ja. In ne vem, je pa le punčka, ne morem jaz moških potez videti na punčki, razumeš, ne, tako da ne vem, niti jih nočem gledati, koliko ima ona mene, koliko pa ona ima mame, pač vsak človek je pač svoj človek in je čisto unikaten persona v svetu. Tudi prav, da ga tako jemlješ, seveda. Ja, mislim, absolutno. Jih probam tako jemati, ne. Jaz sem ptičke kar zapuščajo gnezdo, ne. Kris je šel. Kris je šel pri 22, 23 je že zapustil. To je ta vikinška vzgoja iz Nizozemske, veš to, idi čim prej, ko boš lahko, vrata so odprta vedno, ne. Da prideš, pogledati, pozdraviti. Pozdraviti, ja. Tako da ja, Kris je tudi šel, takoj, kaj lahko je šel, ne. In k sreči lahko je finančno toliko močen, da si lahko privošči neko sobico, plačuje rento, ima še zmer cimra, ne živi sam, ne glede na to, da je v toliko uspešnem bendu, ne. Ja, in Kris je šel. Mislim, moje izkušnje s tvojim prvorojencem, kako je ta fant zrel, kako on trezno razmišlja, kako ima tudi on širino pri teh letih, kako lepo se izraža, oziroma cel bend, no, in moram reči, da to je bila ena od stvari, ki me je zelo navdušila in se reka, tem fantom sigurno se piše svetla prihodnost, ker se znajo iti in vejo, kaj hočejo, imajo izdelano vse in verjetno je to v tem svetu tudi nek recept za uspeh. Ja, moram reči, da imaš točno prav, Kris je kar prebral veliko več knjig v svoji mladosti kot jaz, ne. Čakaj, on je neki... On je nečitan človek. Ja, ampak kam že gre neki znanstveno, no, da ti kje sem to si še razlagal, ti o elektrarnah, ali kaj že? Enkrat sem ga šel iskat v Zagreb, ki je priletel z Londona, in prosil, če ga lahko pridemo v Zagreb iskat na letališče, in sem ga šel in sva se malo pogovarjali, in ko sva šla mimo krške elektrarne, on je pa kemijsko inženirstvo doštudiral. On je inženir. In pa so se malo, in je mene zanimala ta neka nova tehnologija o tem, da je fuzija pa fizija, da kako lahko ti brez odpadkov dobiš energijo na jedrski način. In on mi to razložil. On mi je tako strokovno razložil. A pa si ti razumel? Ja, on mi je tako razložil, da sem jaz to razumel, ker me je na kmečki način razložil, kaj je fuzija in kaj je fizija. Ne? Ja. In sem jaz pol štekel, kaj je to. In mi je bilo ful lepo poslušati svojega sina, ki obvlada snovi, ta snov, ki jaz pojma nimam, ne, da mi je on to razložil. Ker bi mogel jaz sinu to razlagati, pa je on meni to razložil. Ker je iz te stroke, on je diplomiral in je rekel, da so prav oni študirali te stvari na faksu. In je to tako lepo razložil, da sem jaz bil tih pol ure, kako mi je on to razlagal in sem vozil proti Ljubljani in sem bil tako ful vesel, da mi nekdo pove nekaj, kar mi drugače ne morem, da je to moj sin. Ja. Izobrazba ti dosti pomeni? Meni? Mislim, to tako za svoje otroke. Ne vem, če moram reči, da mi izobrazba pomeni mi, da so ljudje široki, da imajo znanje. Jaz imam ful rad ljudi, ki imajo znanje. Ni nujno, da so izobraženi, ampak da imajo znanje. Razgledanost. Neko razgledanost in da zato, ker so razgledani, da niso napihnjeni, da niso polni sebe. Taki ljudi imam blazno rad. Tako, ki si rekla, Jokerji so, oni še zmer so na tleh, ne. Oni znajo biti tudi pavijani, ampak znajo biti pa tudi spoštljivi do starejših, pa znajo zelo lepo se obnašati, pa niso pavijani, ampak so izdelane osebnosti. Ne. Ja, jaz tako lepo vzgojenih otrok, tu moram zdaj tudi tebi dati pohvalo, ne. Ja, ne srečaš jih, no, prav dost.
Ja, hvala, jaz sem mislil, da sem skozi narobe delam kot fotor, to je bilo meni, biti fotor mi je bilo. Tako, še zmeri. Ja, še zmeri mi je, sreči so otroci, da sami že skrbijo, ni več majhnih otrok okoli mene in Šantala, ampak so, dajmo reči. Ampak zakaj si mislil, da si slab fotor? Ker to itak vsak zase misli, z nekimi še fali, neki ne delam prav. Zato, ker ti misliš, da prav delaš, pa vidiš, da ne delaš prav, ker prvič ne narediti točno to, kar bi ti hotel, ampak dela čisto drugače, kot ti hočeš. In ne razume besed, ki jim ti njemu govoriš, ampak dela čisto drugače, kot ti hočeš. Pa ne samo, da dela drugače, jezen je nate, ali pa, razumeš, pošljete nekam, ne. Ja. In nisem bil prepričan, da delam prav. In sem bil tako, biti fotor mi je tako daleč najtežja naloga v življenju bila, ampak sem srečen zdaj, da so že tako stari, da se naravim s tem očetovstvom toliko ukvarjati. Ampak je pa tudi največja odgovornost, ne? Ne, vse je odgovornost. To je dejansko in vse skupaj, ampak to je, mislim, hvala Bogu, ne, da lahko predajaš naprej tudi svojo dediščino, ne. Ja, ne vem, eni pravijo, da vidiš šele po svojih otrocih, kakšen si bil ti vzgojitelj, da ima tem odkreče. Kar so tvoje ogledalo, ne, konc koncev tudi, ne. Kako pa gledaš na svojo, na to, kar, na svojo, ne bom rekla zapuščino, kar se grdo sliši, ampak na vse to, kar si dal Sloveniji, tej državi, vsem nam konc koncev, kar boš tudi obeležil s tem koncertom v Križankah 19. To je 40 let. Ja, 40 let, pazi, nekdo narobe razume, Magnifico ima 30 let ustvarjena, ti pa 40, on je starejši. Ja. Jaz sem ti prej lepo povedal, da sem začel, jaz sem v glasbi že od 11 leta. Ne, nastopam že od 11 leta. Šele po 7-8 letih sem začel prve komade delati, ne. Nisem takoj začel komade. Tako da, jaz sem zdaj, ne vem, meni je to največji doprinos, kaj sem mišel teh mojih komadov, je to, da so generacije zrasle s tem, da je. Jaz sem stara 41. Ja. In tako, kot sem ti prej rekla, pač to je že v nas. To so komadi, ki so zimzeleni. To ni več, to se, kosa v drugem žanru sicer, ampak recimo tudi z nekimi avseniki. Zakaj pa ne? Seveda. Spoštujem avsenike. Tako, seveda vsi jih, ampak to pomeni, da je res ste vplivali na generacije ljudi. To je največja pohvala, ne? Da ko mene več ne bo, če se bojo te komadi še vrteli, ali pa če bojo to pač največ, kar si lahko pustil, ne. Pa nisem jaz šel v to stvar zato, da bom nek kulturni, ne vem, fenomen, ker nisem edini, ki je tle in Magnifico in Dande in Siddharta. Veliko nas je, ki smo vplivali na generacije, ne. Ampak da sem lahko del tega, se mi zdi ful lepo, ne. In da, tako kot sem rekel, pustil nekaj za sabo, ne. Ker se sabo ne moreš nič odnesti, ne. Čisto nič. Nič ne moreš odnesti, dej. Lahko pa pustiš za sabo, ne. Ali lahko pustiš lepe stvari ali pa razvaline, ne. Kaj je tisti najboljši nasvet, ki bi ga zdaj dal svojim otrokom, ker zdaj so že vseeno pač odrasli, ne? Razmišljajo na nek drug način. Kaj je tisto, kar iz svojega življenja recimo lahko počrpaš, glede na to, kaj si ti doživel, kako vidiš zdaj svet, kaj bi jim pustil? Tja, naj verjamejo, da bo jutri spet, da bo lep dan. Da ne vem, težko rekel, kaj bi jim pustil. Ja, da naj bojo ljudje. Da naj bojo ljudje. Da niso sami na tem svetu in da so ljudje okoli njih in da naj bojo ljudje. Naj verjamejo v dobro, naj poskušajo delati tisto, kar najbolj znajo. Nekdo zna narediti komad, nekdo zna pa ful dobro štrudel speči, nekdo zna pa, ne vem, vzgajati otroke, nekdo zna avto popraviti, da smo vsi mi pomembni. Da ni ben bolj pomemben, zato ker znam jaz komad narediti, pa ker sem imel polne križanke, da tudi ki nima polne križanke, enako pomemben. Vsi mi smo pomembni. Da smo del celote in mi živimo skupaj. Ne, in da ne moreš, da nisi nič bolj vreden zato, ker si pač imel ful hud komad ali pa ker si imel. Vsi smo mi isto vredni, vsi nekaj znamo in vsi smo za nekaj talentirani. In upam, da sem otroke naučil, da bojo tako razmišljali naprej. Moram te vprašati, kako človek uspe ohraniti in nadgraditi zakon, ki je dolg letos 25 let? Ja.
Ja, točno tako, da se zavedaš, da je nekdo poleg tebe, ki je drugačen od tebe, ki ima drugačne želje, od tega, da si želi druge filme gledati kot ti, jaz pa bi rad fuzbol gledal, do tega, da hoče drugam na more, kaj jaz ne. Pač, Kompromisi? Absolutno kompromisi in seveda, mislim, da če je ljubezen, če si še zmer nekako globoko v sebi zaljubljen, to isto osebo, pač te kompromise zna sprejemati. Ali pa bom po domač povedal, jaz vem, kdaj moram biti sopata, pa kdaj ne rabim biti sopata. Ne, vem, kdaj se moram potegniti nazaj pa reči, ok, ljubice. Zakaj si se zaljubil vanjo? V Šantal, za tiste, ki mogoče niso slišali. Zato, ker sem jo prvič videl, je imela neko lepoto obraz, ki jaz v Sloveniji nisem te lepote še videl. Jaz sem se prav v njeno lepoto obraza zaljubil. Prav to, koliko ima bejba hud obraz, koliko je lepa. Ne. In potem sem šele kasneje zvedel, da je zato, ker je Azijat. Foter je iz Azije, mama je pač Evropejka. Ker take lepote pač v Sloveniji mi nismo imeli teh priseljencev, ne. Tam so pa imeli in sem se zato pač taka posebna lepota. Zato mi je tako žareče ostala v spominu in zato sem tudi napisal komad Črn tulipan, ki me je impresionirala ta njena lepota. In mi je všeč, da tudi ste jo pripeljali v spot. Ja, ker je čist nekaj drugega. Ja, gospod režiser Tomaž Trucelj je pač rekel, da mu ta komad ni toliko neki všeč, da on je nekaj drugega hotel. In potem je mene vprašal, ko sem napisal, kaj pa to te pomeni. Pa sem videl, da to pač za eno punco z Nizozemske, tulipan, pa ki je imela črne dolge lase, črn tulipan. In je on tako rekel, ok, no, hočem njo v spotu. In potem sem jaz naredil neko akcijo, imel sem njen naslov. In potem sem poklical, so bile te telefoni, ki si poklical na informacije in potem si prek dobil telefon in potem sem pač prišel do nje. Da ne dolgovezem cele zgodbe, ki nima smisla, ne. Ker vsi poznajo pretežno že in je prišla v spot, ne. Ne samo to. Prišla je k tebi. Prišla je k meni in ostala, ne. To je bilo v bistvu, ja, tudi to ni bilo načrtovano, meni se pač življenje očitno odvija nenačrtovano in sem čisto srečen za to, da se naj mi še kaj lepega zgodi v življenju. To moram vprašati, a ti jo je tel kdo speljati? Veliko njih, videl sem jim po očeh. V določenih stvarih ti malo paše, da je tvoja žena všeč ljudem. Ne. Če pa začnejo preveč, potem pa ni več toliko všeč. In ni bilo nikoli žal, da je prišla? Govorim ne zaradi tebe, ampak zaradi Slovenije. Kaj da? Če ni bilo nikoli žal, da je prišla sem, kako je sprejela Slovenijo? Ker je vseeno to definitivno bolj zaprta država bila v primerjavi s tem, kjer je živela. To je res stvar, ki jo moti, da smo v glavah kanček bolj zaprti. In je super Slovenija, klima, da lahko greš na kavo, kadar hočeš, da ne rabiš v urnik si zapisati. Ja. Razumeš, pač, če zmer imamo en del te mediteranski način življenja, ne, malo bolj free. Ja. To je zelo, zelo všeč. Jo pa motijo neke stvari, kot so pač to zagamanost. Znamo biti res zagamani, pa skregani. Vsak nas na svojih straneh, veš. Predvsem privoščljivi. Privoščljivi. Ne. Na Nizozemskem je še ljudje veliko bolj direktni v komuniciranju. Oni hitro rečejo, ne, to mi pa ni všeč. Pa si se kaj tega navadil od nje? Prevzel? Sem, ampak pri njej ja, z njo ja. Aha. Z njo ja, ne. Še zmer vsi ljudje, s katerim delam, tako ne marajo slišati, moraš še zmer zavijati v celofan besede, da jih ne prizadaneš preveč, ne. Tako da na Nizozemskem to dosti hitro rečijo, ne, to ne bom naredil, to pa meni bedno. In čau, ni nekih zamer, razumeš, ne blaznih, ja. Tukaj so pa ljudje ful hitro žaljeni, če ne sprejmeš, ne, in to jo moti, pa seveda to neko zaplankanost, ne, ker znamo biti zaplankani, se vidi na vsakem koraku. Ja. Skaj žučem pred križankami? Zelo. Zato, ker moš vedeti, da je to moj prvi tak koncert, da sem res jaz pred mikrofonom, da sem jaz frontman tega večera.
Zmeraj sem bil sam kitarist, del. No, sam kitarist, to mi ni ta sam, mi ni všeč. Ok, dobro, to sem se malo preveč ponižil. Tako. Ampak, to me malo, bom rekel, dela me nervoznega, ker najbolj, pa ne samo glasba, to bomo že mi spalali, ampak veš, kaj so med komadi, moraš znati neki, moraš tudi šarmirati, pa znati neki povedati, da bo komunikacija s publika, no. S tem se zdaj ukvarjam, kaj bom povedal med komadi, malo si zapišem kakšno stvar, mogoče bi pa to bilo to. Tukaj sem mogoče še malo, ne bom rekel nezrel, pač to me še malo živcera, ker ne znam prijeti na oder, pa se po domač povedati, povedati karkoli, ne, razumeš, ne to se rabim še malo pripraviti, ne, rad bi bil tak, da kar pridem, pa vse, kar povem, je cool, ne. A je spokdo, ko vse, kar pove, je cool? Jaz mislim, se kakšni dajo tak znak, ne? Mislim, rečemo, mene zmer fasciniral pevcu od skupine Psihomotopop, Davor Gobac. Gobac je z razlogom Gobac. Ja, in on, kadarkoli sem delal, nikoli ni istih for ponavljal. No, to je. Zmer je povedal nekaj, ampak zmer karkoli je povedal, je bilo na mestu. In bi si jaz to želel, da sem tak. Pa nisem, ne? In me to živcera. Red bi bil tako kot on, rečem. Mislim, se pravim, tako da prideš gor in da poveš, karkoli ti leži na duši. Iskreno poveš, ne to, da žalaš ljudi, ampak razumem, ja. Da prideš gor in ti ni sram povedati nič, ampak da si ponosen na to, kar poveš, ne. No, vidiš, to se mi zdi, da je del, ki marsikateri slovenski frontman bi se mogel še tle kaj naučiti, ne. Ja. Ta komunikacija med komadi. Ja, res je. Se ne rabi biti. Ne biti predolg. Ne bom. Daleč od tega. Ker še zmeraj pridemo zaradi glasbe. Je pa, meni se zdi, da če tako poveš iz srca, tako, ko se koncu, tako, ko se pogovarjava mi dva, pa tako, ko vidim, da se pogovarjaš z vsakim, če poveš neke sebe daš ven, je to to. Ampak tam je polne križanke, drugačke na 4 oči. Zdaj si moram jaz nekoga vizualizirati, da se bom z njim kao pogovarjal. Ja. Vem, kaj misliš, ko imaš kar nekaj tisto množico in množico, ja. Lahko se pa nasnameš, pa spuščaš pol med komadi. Ali kako ni ploski. Kako ni ploski. Lega to. Ja. Hvala. Ampak mogoče sam prvega, da treba malo gre. Boš pa imel tudi goste, ne? In to kar neki odličnih, v bistvu tisto, kar imamo najbolj skoraj, ne? Trenutno. V bistvu imam tisto, kar me v bistvu spremlja mene, skozi mojo glasbeno pot, ki so nekako te komade, ki so jih pel, ponesli med ljudi, ne, in zaznamovali tudi generacije. To je seveda Grega Skočer, skupine Bigfoot Mama, bo pel te hite. Polona Kasal pride iz Londona, samo za to priložnost. Ona v Londonu, sploh nisem vedela. Ja, ona v Londonu, ja. Pride seveda Tomi Meglič, kateri imam zdaj 1 na 1. Ja. V bistvu bi mogli imeti samo en koncert, pa je zdaj že 4 leta igral okoli. Sej prav. Ja, sej prav, ja. Potem pridejo Jokerji, ki so v bistvu... Prideta malo, ja. Ki v bistvu se lahko prilastim, da sem tudi jaz en del njih, ali pa oni del mene, karkoli že, ne, mojega življenja. Ja. In pride Lere, ki je v bistvu nek... Zadnja prišla in kak še danes hodi z mano na koncerte in prepeva vse te ženske vokale in je bejba, ki res poje. Ja. Tak nek prijeten hipi je. Ja, meni si, da to je eden od tistih koncertov, ki moraš biti zraven. Jaz upam, da bojo vsi dejansko to razmišljali in da ja. Pa križanke so. Ja, križanke. To, da bojo vsi te pevci na istem kupu, to. Dvomim, da se bo zgodilo še kdaj. To bo v bistvu enkraten dogodek. Ja. Tako da res ne zamuditi. Hvala, ker si prišel, hvala, ker si se pogovarjal, hvala ti za vse, kar si mi tukaj pustil v razmislek za naprej. Tudi, kar se tiče starševstva. Hvala tudi tebi.